Točno tukaj na teh Strunjanskih solinah sem lani decembra snemal video, ko sem bil prav fajn bolan in kar 3 mesece brez kolesarjenja. 9 mesecev in 8000 kilometrov kasneje sem spet na isti lokaciji, da se vam zahvalim za vso podporo in da vam povem nekaj malega o tem, kako sem okreval. Mi smo tukaj na enem prečudovitem dopustu v Strunjanu. Je konec septembra, vreme pa pretežno oblačno in 22 stopinj Celzija. Krasno, krasno za en tak čudovit sprehod. Za tiste, ki ne poznate te moje zgodbe, naj samo na kratko povem, da sem zbolel 21. oktobra 2023 in še danes noben ne ve, kaj točno mi je bilo. Tista bolezen je izgledala kakor bolezen na bolezen, kot da bi bil en teden prehlajen, pa da bi potem dobil gripo, pa en mal covid, pa spet samo prehlajen. V glavnem, en dan vročina, drugi dan ne, glavoboli, ki so trajali več dni, totalno zamašen nos, tako da praktično nobeno noč nisem v celoti prespal. Včasih so bili glavoboli tako močni, da tudi če sem vzel 2 protibolečinski tableti, glavobol ni prenehal. Kri mi je tekla iz nosu, ne vem, lej. Vmes vseh teh 3 mesecih sem pač normalno hodil v službo. Vse, kar je bilo bolniške, je bilo vmes 10 dni, ko sem dobil antibiotike, ker je bila moja kri totalno na podnu. Jaz ne vem, a sem imel sesut imunski sistem, ali sem imel tako smolo, da sem dobil virus na virus. V glavnem, to je trajalo 3 mesece in te 3 mesece nisem mogel popolnoma nič kolesariti. Ne samo to, tega manjka kolesarjenja nisem niti mogel kompenzirati z drugimi športi, ker sem se počutil tako ušivo, s takimi bolečinami v mišicah, da enostavno nisem bil dober niti za kakšen sprehod. Vsi, ki kolesarite, veste, kaj pomeni 3 mesece neaktivnosti. Ne samo fizično, ko ti pač gre vsa kondicija in mišice, ampak tudi mentalno, ko nimaš več tistega filtra, ali kako bi rekel, tiste dejavnosti, s katero si sprazniš možgane, se nekako resetiraš in si napolniš baterije. Proces mojega okrevanja ni bil niti lahek, niti kratek, ampak je bil kar precej zapleten in dolgotrajen. Pač kot rečeno, trajalo je 3 mesece. Jaz sem v tistem obdobju se začel malo seznanjati tudi s tem, kako si lahko človek okrepi imunski sistem, kaj pomeni, če prehrani dodajaš kakšne elektrolite, kakšne soli in vitamine, ker prej nisem tega nikoli počel. Tudi, kadar sem kolesaril leta in leta, jaz sem v bidonih imel samo navadno vodo in sem in tja pojedel kakšno frutabelo. Potem mi je pa to vse dalo misliti, pač fant, star si 53 let, mogoče pa vse le ni tako več enostavno, kakor je bilo pred 20 letih in da bo treba kaj spremeniti. V tistem času sem tudi dobil ogromno podpore z vaše strani, ne samo take psihološke oziroma skozi komentarje in skozi kakšne sporočila, spodbude, ampak tudi konkretne. Namreč kar 2 gledalca sta mi ponudila pomoč. Eden v obliki tega, da mi je izposodil trenažer, s pomočjo katerega sem lahko v tistih dolgih zimskih dneh narahlo kolesaril, in pa drugi, ki mi je ponudil, da mi pa pokaže, me nauči razne fitness vaje, s katerimi si bom spet povrnil kondicijo in moč. To je pa zdaj prav presenečenje na tem sprehodu. Kar naenkrat se je ulil dež. Ne močen, ampak tak, kapljice so začele padati kar od nekje, brez kakšne napovedi ali karkoli. Ampak nič hudega, upam, da bom vseeno uspel spraviti ta video do konca. In potem, kar naenkrat, 13. januarja 2024 sem se zbudil in prvič po 3 mesecih čutil, da sem spet normalen, da imam moč, da imam energijo v sebi, tako da sem se lahko odpravil na kolesarjenje in začel kolesariti. Enostavno, kot da bi odrezal, se pravim, nihče ne ve, kaj mi je bilo in tudi kako sem jaz potem ozdravel. Mi je pa to dalo precej misliti in od takrat sem precej tudi spremenil. Kar se tiče bidonov na kolesu, imam zmeraj noter elektrolite. Kupim tiste šumeče tablete, vsak bidon dam eno in to zdaj redno med vožnjo prakticiram, da spijem to pač pijačo, ki ti doda soli, minerale, se ne vem,
kaj je noter, kalcij, natrij, razne soli in to. Vem pa, da je brez cukra in da niti ni pretirano drago, tako da se to da brez problema uporabljati. Poleg tega gledam, da na vsakem kolesarenju tudi kaj malega zaužijem, ponavadi v obliki kakšnih gelov ali pa teh energijskih ploščic, ampak probam ne pretiravati, bi rekel nekje od 100 do 200 kalorij na vožnjo. Tukaj se moram verjetno še marsičesa naučiti, ampak zaenkrat še tipam, kje sem in kako se počutim s tem. Konkretno pri prehrani sem vsak dan vpeljal tudi to, da si naredim kakšen vitamin. Na kupu sem vse živo, C vitamin, B, D, vse te črke, kar so na razpolago, pa tudi neke magnezijeve tablete. Spet ne pretiravam, tako precej random, vsak dan si zberem kakšno, si naredim tisto šumečko in spijem tako po obroku. In moram reči, da se mi zdi, da se dobro počutim. Nisem resno zbolel že vse od takrat, se pravi zadnjih 9 mesecev, sem zdrav in se mi zdi, da ta sistem nekako deluje. Dež sicer ne pojenja, ampak nič hudega. Jaz bom ta video speljal do konca tukaj na teh strunjanskih solinah, ki so meni tako ljube. Sploh pa temu ne bi mogli reči, da prav dež en mal kaplja, mal čutim tako po obrazu in po srajci. To je pa tudi vse. Tudi kar se tiče kolesarskih planov, sem se odločil, da bom vse skupaj mal spustil dol, tako da je na mesto po 10.000 km v zadnjih 2 letih sem si sklenil, da bom v letu 2024 naredil samo 8.000 km. Plan sem si nastavil po 150 na teden, kar se mi zdi nekako izvedljivo. 3-krat greš po 50 in jaz skoraj nikoli ne grem manj kot 50, razen če grem z gorskim kolesom. Tako mi je nekako uspelo, da sem že zdaj na koncu septembra prišel do 8.000 km, pa res sam pri sebi vem, da nisem pretiraval. Bilo je skoraj vsak teden res 150 km, so pa bili vmes tudi tedni, ko sem prekolesaril več. Ampak tega nisem občutil kot breme, kakor neko prisilo ali pa trpljenje, ampak enostavno mi je bilo pač fajn in sem izkoristil. Zdaj, če gledam, da je do konca leta še 3 mesece, zna biti, da bo prav sigurno tudi letos narejenih 10.000 km, ampak to ne bo tistih 10.000 km, ki bi jih delal na silo oziroma po nekem težkem načrtu, ampak bojo narejeni čisto tako, z dobro voljo, spontano, taki lepi doživeti. Tako da nimam nobenih pripomb. Kar se tiče res letošnje leto, mi zaenkrat laufa super. Mi je pa ta izkušnja, čeprav je bila sila neprijetna, vseeno dala neko pogled v moje zdravje, počutje, v moje telo. Ugotovil sem, da niso pomembni samo kilometri, povprečna hitrost ali pa vati. Pomembno je dobro počutje, da se ne priganjam takrat, ko mi ne paše iti. Enostavno, da skrbim za svojo prehrano, da pazim na vnos soli, elektrolitov. No, sej, konec koncev, tle sem sred polja elektrolitov, tako da to res imam nekako, to sem vzel za svoje. Poskušam narediti čim več treningov v coni 2, se pravi lahkotno kolesarenje s srčnimi utripi med 110 in 130 pulza. Sem pa tja, si pa prvoščim, se zaženem na gorca v kakšne klance in naredim še zmeri tudi kakšno kolesarenje, ki mi tako pač nekako pri srcu me odklopi od tistega vsakdana, mi da neko naravo okrog mene, neko doživetje, nekaj tazga, česar prej nisem poznal. No, pa da omenim lih še eno stvar, ko sem že tukaj. V zadnjem času se dogovarjam s špansko spletno trgovino Sirocco, da bi postal del njihove družine. Oni prodajajo v glavnem kolesarska oblačila, očala in še nekatero drugo opremo, ampak je zadeva precej kvalitetna in mogoče kot nekakšen kontrast cenenim izdelkom iz kitajskih trgovin bom poskušal narediti nekaj za vas tukaj, bi rekel, iz našega evropskega terena. Tukaj od spodaj na ekran bom dal kodo oziroma link za 10% popust. Če kogarkoli od vas zanima ali pa da slučajno te izdelke pozna ali išče, naj pogleda, naj preveri, kakšne so variante. Jaz zaenkrat od njih še nisem prejel nobenega izdelka, tako da bom to lahko predstavil kasneje, ko dobim karkoli od njih.
Upam, da bo to kakorkoli komu olajšalo nakup in odločitev. 9 mesecev in 8000 km kasneje sem močnejši kot prej. Ta izkušnja me je naučila, kako se spopadati z izzivi in kako se pripraviti na kolesarske dogodivščine. Hkrati sem tudi izvedel, kakšno podporo imam v svoji bazi gledalcev, ker sem videl, kako ste me bodrili in spremljali moje okrevanje. Mislim, da nam je to vsem skupaj ena velika lekcija, kako nikoli ne smemo obupati, niti v najtežjih trenutkih, ampak enostavno vztrajati in se spet postaviti na noge. Želim vam čim več zdravja, čim več lepih kilometrov, srečno vožnjo. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.